Lep pozdrav, tu Blaž. Danes pa bom govoril na temo razlike med realnostjo, med praktično realnostjo in pa dojeto realnostjo. In sicer ljudje se zelo pogosto v vseh pogledih življenja zapletamo v neke ideje in v neko dojemanje realnosti, ki ni praktično. In posledično potem vidimo realnost skozi te svoje domneve, ideje, neka verovanja, neke čustvene reakcije in tako naprej. In posledično zanemarjamo dejansko praktično fizično realnost, kar vodi potem v razne zlorabe življenja in vse možne ignorance, ki jih izvajamo drug do drugega, do drugih živih bitij in tako naprej. Tako da za primer bom vzel konkretno recimo to navado, da prinašamo ponavadi ali pa prinašajo moški rože ženskam. Se pravi, to je neka navada, s katero naj bi moški pokazal ženski neko naklonjenost, da je mogoče všeč, da ji želi podariti nekaj in s tem pritegniti njeno pozornost dejansko. Oziroma izboljšati mnenje o sebi v njenih očeh. Tako da, to zdaj, če pogledamo iz stališča ideje, neke iluzije, ki si jo ustvarimo v glavi, potem je s prinašanjem rož ženskam, potem počnemo kakor to, da jim kažemo našo naklonjenost. In če pa zdaj pogledamo praktično, realno dejanje, ki se zgodi, je pa to, da dejansko gremo na travnik in neke žive organizme, ki so rastline, ubijemo, jih pač odrežemo in jih potem kot neko trofejo prinesemo ženski, zato da bi pri njej povečali svojo vrednost, se pravi na tak način, da si ona ustvari boljše mnenje o nas. In to je dejansko zloraba, ne? Če smo tako čisto praktično, brez kakršnihkoli idej, pogledamo realno na stvar, vidimo, da pač zlorabljamo rože, ker jih pač ubijemo dejansko in odrežemo, zato da zadovoljimo neko svojo iluzorno predstavo o svetu dejansko, ki ni resnična. Se pravi, želimo izkazati naklonjenost neki ženski ali pa ji spremeniti mnenje o nas, da bo imela lepše mnenje o nas, s tem, ko ji prinesemo darilo v obliki živih rož, ki smo jih pač odrezali in na ta način obsodili na smrt, na propad. In to je zelo tako absurdno. To je podobno, mogoče izhaja to iz prazgodovine, kjer so moški morali verjetno loviti hrano, zato da so prinesli domov ženi ali pa družini hrano in so potem lovili srne in druge živali in so prinašali domov trofeje in so na ta način pokazali, da so uporabni in da so spoštovanja vredni, ampak ker danes ni več toliko lovcev pa živali, potem se je to verjetno sprevrgli v to, da pač so moški začeli rože prinašati ženskam ali pa ženske moškim in tako naprej. Tako da, to je en primer take očitne iluzije, zlorabe življenja dejansko, ki je nepotrebna in ki jo dejansko izvajamo samo zato, ker si ljudje sami v naših glavah ustvarjamo neke umsko-čustvene zablode, ki so popolnoma nepotrebne. In edina posledica teh zlorab je, oziroma teh umskih zablod, je, da ustvarjamo zlorabo na tak način, da pač gremo in režemo rože in jih nekomu podarjamo. Veliko boljša rešitev za to je recimo, da če že samo povemo nekomu, da se radi družimo z njim,
da nam je prijetno v njegovi ali pa v njeni družbi recimo. In če pa si sami mislimo, da bi želeli, če imamo to željo, da bi prejemali darila od drugih v obliki rož recimo ali pa česarkoli, potem pa to temelji na neki čustveni reakciji v smislu, da se počutimo manj vredne, ker gledamo druge recimo, ko dobijo rože ali pa darila in pol, ker mi tega nismo dobili od nikogar, se počutimo manj vredne in pol si želimo, da bi dobili rože od nekoga, zato da bi se počutili spoštovane in cenjene in tako naprej. Ampak to je naša lastna odgovornost, da take vzorce, kjer se sami počutimo manj vredne ali pa nespoštovane, odstranimo s pomočjo samoodpuščanja. Vse takšne iluzorne, nepotrebne vzorce smo si sami ustvarili za uporabo misli. In zato je tudi naša odgovornost, da si jih prenehamo ustvarjati in da jih odpravimo, da apliciramo samoodpuščanje na takšne vzorce in da si sami damo to, kar mislimo, da bomo dobili, tako da nam bo nekdo drug nekaj podaril ali pa da nam bo nekdo drug nekaj dal. Se pravi, kjerkoli, kadarkoli verjamemo, mislimo in dojemamo, da smo za nekaj prikrajšani, da nam nekaj manjka, da si želimo nečesa, je to zato, ker smo si sami to misel ustvarili. Tako da je edina rešitev, kako izpolniti to dojeto pomanjkanje, ki temelji na miselno-čustvenih konstruktih, je ta, da odpravimo ta miselno-čustveni konstrukt in da si sami povrnemo. Torej, če se nam zdi, da smo manj vredni, ker nismo dobili rož ali pa ker nikoli ne dobimo rože, si rečemo, odpustim si, da sem sprejel in si dovolil se počutiti manj vrednega, kadar in ko ne dobim rož ali daril, drugi pa. In odpustim si, da sem sprejel in si dovolil se primerjati z drugimi, kadar nekdo dobi darilo ali pa rože, jaz pa ne. In pa ne vem, odpustim si, da sem sprejel in si dovolil svojo vrednost enačiti s tem, koliko rož in daril dobim. Odpustim si, da si nisem dovolil in sprejel spoznati in razumeti, da sem vedno enakovreden z vsemi, ne glede na to, če dobim rože ali ne. No in na tak način, skozi pisanje, skozi uporabo samoodpuščanja dejansko odpravimo vse takšne umske zablode, kot sem zdaj dal primer v obliki prinašanja rož. Tako da, to bi bilo za danes to na temo iluzij in pa praktične, realne resničnosti. In hvala za poslušanje in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav.